Z vami v dobrem in slabem. Radio Sora. Lokalne volitve 2014. Tik pred vrati je drugi krog nedeljskih županskih volitev. Za župana občine Škofja Loka se poteguje tudi kandidat škofjeloškega občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Metod Di Batista. V oddaji V družbi Slovensko ljudsko stranko ga je pred mikrofonom gostila Tanja Barašin. Dobrodošli v minutah Slovensko ljudsko stranko, gospod Metod Di Batista. Lep pozdrav vsem. Pred vrati je drugi krog županskih volitev v Škofji Loki. V nedeljo bo potem ob 19. že vse jasno in znano. Pa mogoče nekaj o tem, kako ste zadovoljni s prvim krogom in kako je bilo. Prvi krog je bil zelo napet, predvsem v zaključnem delu. Moram reči, da glede na to, da sem novinec na tem področju, sem zelo zadovoljen, da sem med 7 kandidati prišel v finale. Podpira vas kdo? V zadnjih dneh smo imeli kar veliko nekih pogovorov in rezultat tega je, da me podpira seveda Slovenska ljudska stranka, ki me je tudi predlagala, Nova Slovenija, stranka Mira Cerarja in pa Komunalna ekološka lista. Njihove glasove podpore torej imate, to pomeni, da podpirajo tudi vaš program, glavne usmeritve, ki ste si jih zadali, začrtali. Ja, veliko smo se pogovarjali tudi med seboj o programih in ugotovili, da pravzaprav imamo uravnostičnega, praktično vsi vidimo, kaj je tisto, kar Loka potrebuje. To je predvsem, in to pa jaz vidim, veliko prioriteto na zaključevanju velikih komunalnih projektov. Tu bo potrebno veliko znanja, izkušenj in pa zelo strokovnih timov, da bomo to zahtevno nalogo pripeljali do konca. Naslednja zadeva, v kateri se tudi strinjamo, je, da moramo čas, mi pravimo suhih krav, ko ne bo nekih novih investicij, izkoristiti za pripravo novih projektov, ki pa bodo prišli na vrsto potem, ko bo finančna situacija v občini boljša. Seveda vsi poudarjamo enakomerni razvoj vseh delov občine, tako mestnega, primestnega kot podeželja. Nadaljevati moramo vse tisto, kar je dobro. V Škofji Loki je veliko dobrega, od šolstva, socialnega skrbstva, kulturnih dejavnosti. Škofja Loka je mesto slikarjev in to moramo še bolj poudarjati. Pasijon nas čaka drugo leto. Tako da to so take lepe naloge, ki so že do sedaj dobro tekle in bojo tekle tudi naprej. Odpraviti pa moramo nezadovoljstvo in skrb občanov. Pri skrbi imamo v mislih predvsem to, da so padale neke grožnje po hipotekah na nepremičnine in tako naprej. Moram reči, da so, kar se tega tiče, naši občani zelo zaskrbljeni in to moramo odpraviti. Velika prioriteta bo tudi omogočiti našemu uspešnemu gospodarstvu nadaljnji razvoj z vsemi tistimi upravili, ki jih mora za to narediti občina. Sigurno bo odločitev županu vplivala tudi na denarnice naših občanov. Tukaj vidimo, da imamo različne poglede na recimo višino prispevka za kanalizacijo, pa tudi kakšne druge zadeve. Jaz razumem volivce, da so morda že nekoliko naveličani v letošnjem letu, ko smo imeli toliko številnih volilnih opravil in so morali kakšno lepo nedeljo žrtvovati tudi zato, da so šli na volišče. Upam pa, da so v drugem delu dneva ga koristno izkoristili. Vendar bi želel, da naredimo še ta zadnji napor in prepričan se, da so to res zadnje volitve v letošnjem letu in da izberemo župana, ki bo v naslednjem obdobju uspešno vodil našo občino. Jaz želim, da bi bila podpora meni v drugem krogu še izrazitejša, da bi lahko odpravili vse tisto, čimer občani niso zadovoljni in da pride do sprememb, ki so za ljudi pomembne. Seveda, za vse to je treba iti na volišča, tudi v drugem krogu je pomembno, kako in komu dati svoj glas. Od 7 zjutraj do 19 bodo volišča odprta. Dobrih 40% jih je odšlo na volišča v prvem krogu v Škofjeloški občini in naj bo vsaj toliko, če ne še več, tudi v nedeljo, ne? Tako je, tudi jaz si to želim. Metoda Di Batista, kandidata Slovenske ljudske stranke za župana občine Škofja Loka, so v drugem krogu volitev podprli še Nova Slovenija, stranka Mira Cerarja in Komunalno ekološka lista. Predsednik občinskega odbora Nove Slovenije in županski kandidat v prvem krogu Klemen Štibelj pravi.
Nova Slovenija – krščanski demokrati je program za letošnje lokalne volitve zaokrožila v 3 sklope: za nova delovna mesta, za skladen razvoj mesta in podeželja ter za politiko blizu ljudem. V naši občini je potrebno izpeljati strateško pomembne projekte, s čimer bodo lahko nastala nova delovna mesta, bo urejena in razvita cestna in komunalna infrastruktura ter bo v občini prijetno bivanje za vse generacije, za mlajše in za starejše. Za nedeljske volitve se je Nova Slovenija povezala s Slovensko ljudsko stranko. Prepričani smo, da bo županski kandidat Metod Di Battista izpeljal strateško pomembne projekte za Škofjo Loko in skupni program uresničil, zato ga podpiramo. Lokalne volitve 2014.